Večer s knjižnico. Dobrodošli na literarno-potopisnem večeru Pod lupo. Z nami je Janja Vidmar. Janja, zelo lepo pozdravljeni. Hvala, dober večer. No, pozdravljena, smo se dogovorili, da se bova tikali, vse skupaj čim bolj sproščeno in prijetno. Izjemno plodna, priznana, cenjena in vsestranska avtorica Janja Vidmar. Marsikdo med vami jo že kar dobro pozna, ampak jaz bom vseeno povedala par stvari, mislim, da se temu tako pritiče. Rojena v Ptuju, ampak na Ptuju. Obe tako je rekli na Ptuju. Na Ptuju, sicer pa iz Maribora. Njeno delo in zasluge štejejo v širšem družbenem smislu in ne zgolj v kontekstu števila knjig, ki jih je izdala predvsem na področju mladinske in otroške literature. Številka sega tam okrog 70 knjig, od katerih jih je tudi kar precej prevedenih v italijanski, hrvaški in nemški jezik. Nemški, bolgarski, albanski, mađarski, skratka. Yeah. Do te še zasluge v tej dodani vrednosti, ki sem jih pa kar jaz nekako pripisala, ker se mi zdijo zelo pomembne, gredo pa predvsem za vzemanje za boljši položaj mladinske in otroške literature in njenih avtorjev in avtoric na naših tleh. Namreč nekako veljano, da mladinska in otroška literatura še vedno veljata za drugorazredno v primerjavi z ostalo literaturo, tako da Janja Vidmar je tista, ki je nedvomno naredila ogromno na tem področju, da tudi avtori in nasplošno mladinska literatura obstaja z večjo težo in ima večjo težo na našem knjižnem trgu. O položaju knjige in vlogi bralcev v Sloveniji bi se mi da lahko kar veliko pogovarjali, ampak bomo danes dali prednost predvsem njenemu leposlovju, v katerega je v zadnjem času zašla, in to leposlovje za odrasle. V zadnjem času se zelo veliko govori o dveh knjigah, tam je na kupčkih zloženi, V koraku z volkom, išla letos in pa Niti koraka več, išla lani pri založbi Unko. Ti dve knjigi sta del trilogije, tretja knjiga je v nastajanju, Janja bo o tem veliko povedala na današnjem večeru. Tako da, se pravi, rekla sem 70 knjig in pa v zadnjem času predvsem literatura namenjena odrasli publiki. Pa mogoče začneva v tem kontekstu, Janja. Predvsem si bivala na področju mladinske literature in potem se je zgodil preklop, si začela pisati leposlovje za odrasle, pa me zanima, odkot ta vzgib, ali si začutila, da si mladim povedala vse, kar si imela povedati, si se izčrpala in jim nimaš nič več zapovedati in si zato preusmerila svoje pisanje, ali je morda kaj drugega? Drugega. Skratka, dober večer tudi v mojem imenu. Ena zelo zanimiva reč se je v bistvu zgodila meni, pa si tega nikoli ne bi mislila, pravzaprav, da je to mogoče. Namreč že Nietzsche je zelo veliko govoril o temu, da se pisatelji, ki ustvarjajo v zatohlosti svoje pisarne, in tisti, ki ustvarjajo in nabirajo ideje in srkajo iz narave oziroma na prostem, da je med njimi velika razlika in da se to v literaturi zelo pozna. In recimo, ne glede na to, kako zelo sem se jaz recimo na katero delo pripravljala, zmeraj z veliko odgovornostjo do bralcev. To je zmeraj nastajalo, skratka, torej v zavetju moje pisarne.
In jaz se spomnim, da je 2018, ko sem pisala Črno vrano, ki govori seveda o sirski begunki, ki naredi celo pot v bistvu iz Sirije čez balkansko pot do Londona, zelo zapleteno pot in zelo zapleten roman, crossover roman, da mi je takrat Boštjan Videmšek, naš raziskovalni novinar, rekel Janja, ti moraš iti ven na teren. Če ti ne boš šla na teren, to ni avtentična izkušnja. Sem rekel, kaj boš ti meni govoril, če sem jaz poklicna pisateljica, normalno, da bo avtentično, kolikor se da. In v bistvu, ja, je knjiga zelo prepričljiva, ampak dalo mi je pa to misliti. In naslednje leto, to je bilo potem 2019, je mene en čuden splet okoliščin odpeljal na Camino. In jaz absolutno nisem šla na Camino s tem namenom, da bi pisala knjigo o tem, mislim, to mi sploh ni padlo na pamet. Šla sem čisto zato, ker je takrat, tiste prvomajske praznike, sem prej prijateljici videla, ki je takrat delala sama, portugalski Camino, tako lepe fotografije in se mi je, tako prav srce mi je zaigralo, ko sem videla, mislim, res Atlantik in mislim, sem si rekla, to bi pa jaz šla, mislim, ampak za dušo, ne za pisanje. In splet okoliščin, hvala Bogu, ker smo najprej načrtovali 2020 prvomajske praznike Camino, da se potem ne bi nikoli zgodilo, ker takrat je že bila korona, da smo šli tistega septembra 2019 potem hoditi ta Camino in ko sem se jaz vrnila, smo imeli eno srečanje in je rekel Samo Rugel, je rekel, ti bi morala napisati roman o Camino in sem se rekla, kje ne nori, mislim, takrat je bilo več kot 40 osebno izpovednih potopisov o Caminu, mislim, Slovencev, ne, ki so to že vse prehodili in so že vse popisali, o čem naj za Boga pišem. Ne, je rekel, ti bi morala napisati roman o Caminu. Romanov pa ni. Mi imamo cel kup osebno izpovednih potopisov, ampak nimamo pa leposlovja. Jaz sem se hecala, ker vem, da založba Umko izdaja stvarno literaturo in ne fikcije. In sem rekla, ja, v redu, če bo založba Umko izdala, ne, ker sem mislila, da mu bom s tem zaprla usta, ne, ker je on rekel zmenjeno. In pa sem ga gledala, mislim, in oni imajo seveda ta program, ta outdoor literatura, torej ta literatura na prostem in potem tako se je v bistvu začelo. In jaz sem dejansko Camino v resnici prehodila šele, ko sem začela pisati knjigo o njem. In to sem se zadnjič, mislim, da sem bila v Rimskih Toplicah literarni večer pogovarjala z nekaterimi ljudmi, ki so prišli tja, ker so sam Camino tudi že prihodili in točno to so rekli. Ne? V bistvu takrat, ko ti srkaš vtise zunanje, ti ne moreš notranjih predelovati. Pač to usporedno je zelo težko, ker ta zunanja podoba in ta notranja, ki jo nosiš v sebi, se ravno ne prekrivata. Ne? In šele, ko sem jaz to reciklirala, celo to pot in začela gledati, kaj sem jaz pravzaprav prehodila, kam bom umestila, katere so te koordinate, zgodovinske, geografske, kam ne umestim to junakinjo in kakšno zgodbo si naj izmislim, to zgodba mora biti dovolj močna, pa sem šla brati Shirley MacLaine, Camino, pa Coelha, to nič nisem brala, ker me sploh ni zanimalo. In potem sem nekaj teh osebno izpovednih tudi Slovencev naših, ki so to pot naredili, prehodila in sem ugotovila, pač, da si jaz želim res napisati nekaj drugega. Ne? In potem se je ta del tako zelo prijel in je bil v bistvu tako bran in tako izposojan, da mi smo sicer že prej se poigravali s to idejo, kaj če bi bila to trilogija. Veste, morate vedeti, da v svetu so trilogije zelo popularne, že dlje časa. In že pri tej knjigi je marsikdo od bralcev rekel, ne, ta knjiga pa se tako bere, kot da bi bila prevodna, kot da bi jo napisal tuj avtor, ker slovenski avtorji ne pišejo na tak komunikativen način, ampak je slovenska literatura bolj moreča, več je socialnih teh segmentov noter, pasivni junaki in tako dalje, pač, da je to v smislu dejansko toliko komunikativen roman, točno tako dr. Miha Kovač vedno pravi, da tega pri nas ni in da na tem treba delati. In potem smo rekli, da bomo narediti trilogijo. In ko smo se začeli pogovarjati o trilogiji, sem jaz seveda potem, če že na prvo pot nisem šla zavesti o romanu, sem pa na drugo pa morala, ne? Takrat sem pa že vedela, da in to je zdaj ta meja med mojo dosedanjo literaturo
in zdaj to, kar ustvarjam. Se pravi, ta ima zdaj izkustveno podlago in to je res velika razlika. Boštjan Videmšek ima prav. Mislim, to je neprimerljivo in če pomislim, kaj vse se mi je dogajalo letos oktobra na Kreti, mislim, tega si jaz preprosto ne bi mogla zmisliti. Mislim, to je mislim, življenje ti postreže s toliko osupljivimi zasuki in takimi dramskimi vložki, kot po moje nobena domišljija v bistvu ne more. In to, kar sem htela pokazati, tukaj zgoraj na začetku, če boste pogledali, boste dobili občutek, ne, da v bistvu sta oba spodnja slajda, da spremljata pravzaprav ta prvi del, ne, se pravi Camino. Ne. Mi smo šli tega klasičnega francoskega iz Saint-Jean-Pied-de-Porta, pa pol čez Pireneje, ne, in pol v Roncesvalles in tako dalje, tako dalje. Ne. Ampak obe ti dve ta spodnji fotografiji sodita v ta drugi del, ki se dogaja v Apeninskih Alpah. In jaz vam moram povedati, da je neverjetno, da recimo lahko vidite v Toskani tako divje, tako neobljudene predele, recimo puščavo Akona, pa dolino di Orča. In recimo ta fotografija tukaj spodaj, ne, vsak reče, aha, to pa zdaj spada pod Camino, to je zdaj Navara. Ne, ni Navara, tole je puščava Akona v Toskani. In vsak, ko to vidi, reče, pa kako, Toskana, to so vinorodni griči, Toskana, mislim, to je tako rodovitno. Ne, to je skratka tudi Toskana. Mislim, in ko začneš take stvari gledati, in to recimo, ne, vsak misli, da so to Pireneji. Ne, to niso Pireneji, to so Apenini. Mislim, in ti Apenini so v bistvu še bolj prostrani, čeprav se ne zdi, ne, ampak ko pa hodiš, zato ker lahko greš več, kot je speljana pot Camina čez Pireneje, tam je pot zelo jasna, zelo točno veš, kje greš čez prelaz Ibaneta, kje se dol spustiš, mislim, ta pot je 100-krat prehojena, se jo bom pokazala. Medtem ko tukaj, ne, to je pa tako prostranstvo, da je to prav neverjetno. Mislim, in marsikdo v bistvu pač vidi potem dejansko tudi Toskano z nekimi popolnoma drugimi očmi. Se pravi, ne govorimo o Firencah, ne govorimo, razumete, govorimo o naravi. Mislim, mene vleče pravzaprav samo v naravo in dejansko že v glavi se zdaj že vidim samo sebe, da doživljam pravzaprav z vsakim korakom v bistvu ta premik navznoter v roman. Ne? In to je ta potopisna forma, ki ti daje to svobodo. Ne? In zdaj za potopise se ve, da potopisi so pri Slovencih zelo popularni že od nekdaj. Ne? In se veste, imate eseistične, imate filozofske, imate alpinistične, mislim, te gorniške, imate navadne vodnike, no in imate tudi celo psihološke romane, ki imajo celo žanrske primesi. Vse je mogoče zapakirati v potopisno formo. In vidi se, mi smo imeli zdaj na knjižnem sejmu v nedeljo z Irino Cerar, ki je spisala te pravlične poti, ki je tudi 7 let raziskovala, z Samom Rugljem, recimo, ne, katerega seveda je strastni planinc, recimo, z mano in z Jernejem Ščekom, s tem prevajalcem, ki je tudi Kognetija, pa te, ne, divjega dečka in te prevedu, smo se ravno pogovarjali ravno o tem, kako Slovence v bistvu potopisi privlačijo in kako tudi pri Camino, recimo, ki je tudi zelo popularno v svetu, da se razumemo, ne, tudi v svetu uživa zelo eno tako popularnost, zelo veliko, tudi tujih avtorjev pišejo o teh svojih izkušnjah, je zanimivo pač to, da, mislim, ko greš na Camino, mogoče res, jaz sem šla, priznam, ne s tem žgočim, v nebo pijočim, vznesenim navdušenjem, tako kot gre marsikdo od Slovencev. Jaz jih lahko razumem, ampak jaz sem imela zadržke do tega. Jaz sem šla past radovednost, pa htela sem videti Navaro, htela sem videti Larojo, pač htela sem videti pokrajino. Ampak, ko vidite ljudi za vsega sveta, no zdaj je nova realnost, zdaj mogoče ni več tak naval, čeprav vidim, da je spet, ker sem v teh skupinah Camino,
ko vidite te ljudi, ko so res poviti, pa imajo kolenčnike, pa se opirajo na palice, pa imajo tako žuljave noge, da imajo vse povito, se tudi jaz smela, ne, obliže, pa kar grejo, pa kar ne nehajo. In vidite ljudi, ne vem, tekače, ultramaratonce, ki trpijo, pa tečejo stotke. Razumete, to so ultramaratoni, oni so pretekli na 100 kilometrov, ampak tam na kaminu imajo take žulje, da krevsajo. In potem pa vidite nekoga, ki se preprosto nekega dne samo vstal s kavča in rekel, jaz grem pa na kamino, je šel in naredil cel kamino, brez problema. Mislim, to je neverjetno, mislim, to je toliko privlačno, jaz sem takrat ugotovila, da kamino ni samo kamino, to ni samo v Španiji, razumete, kamino je povsod. Tukaj recimo, kjer smo bili v Toskani, to je ta Via Francigena, to je bila stara romarska pot, ki je vodila v Rim in Vatikan. Tudi tukaj je ogromno romarjev. Hočem vam reči, romarskih poti, jaz sem letos za prvomajske praznike naredila Camino Krk. Camino Krk ima zdaj čudovito kamino pot, ki jo je pač EU jo je financiral, ne, evropski skladi, in imate krasno, čudovita pot, gledajte, mislim, kamino je dejansko povsod. Tako da to je fascinantna ta potopisna forma in to osebno izkustvo, kamor grem jaz zdaj za moje junake testirati teren. Mislim, to se mi zdaj zdi čist drug način ubesedanja zgodb od tega, kar se počela prej. Pa dajva še mečkam tvoje junake izpostaviti, oziroma predvsem junakinjo, tvojko malo Alenko. Ja, Alenka. Alenka, ja. Ja. Najprej se bo marsikdo spraševal, kdo je Alenka, kje sta se našli? Ne, nisva. To je zmodno moja nočna mora. Mislil, da si ti Alenka. Ma kje? Morda lahko mečkam razjasnimo te pojme, kako pisatelj ustvari literarni lik. V bistvu preleviš se, mislim, kot igralec, ne. Stvar te Alenke je, da je bilo treba najti pravzaprav, se veste, avtor, če želi en cel dramaturški lok, ene osebne zgodbe speljati, mora najprej junaka zabiti v zemljo. Rastemo iz bolečine. In treba je bilo najti eno zgodbo, ko ženske v zrelih letih, in to mi je bilo res blazno všeč, kar je takoj opozoril Feri Lanšček, ko je to prebral, je rekel, končno podoba zrele ženske, ki ni opisana posmehljivo, ki ni ubesedena kot neka babica, ki čuva vnučke, mislim, kot da nekdo pre 50-ih pač, ne vem, ženska ne more biti, ne vem, polnokrvna ljubimka, kot da ne more začeti na novo, kot da takrat lahko še samo životari in čaka na smrt. Ker večinoma, ne, so ženske, to so vse mlade junakinje v teh zgodbah, recimo sploh s primesmi teh ljubezenskih, recimo ljubezenskega žanra, ženska recimo v zrelih letih preprosto ne more začeti na novo, ne? Preprosto se ne more nič takega dogajati, ne more se zgoditi ljubezen, ne more se zgoditi v bistvu nov začetek, ne more iti na svoje, ne more pač nič, ne? Ker je ženska pre 50 že kao izpela. In v bistvu sem jaz rekla, ne, prvo kot prvo, to ne bo neka mladenka, in to mora biti ženska, ki bo diametralno nasprotna od mene, preprosto zaradi tega, da bom jaz in me skozi urednik, Samo Rugel, je skozi pošiljal sporočila. A ti je Alenka že kaj bližje? A si za Alenko ti je že kaj zlezla pod kožo? Mislim, ne. In v prvem delu sem imela z njo kar težave, no tukaj mi je že bližje, preprosto zaradi tega, ker ona se zdaj po 30 letih zbudila in zdaj ona bi življenje zajemala z veliko žlico. Je pa res, da seveda po 30 letih spanja je temu primerno zbegana, bi rekla, ne? In se seveda išče. Tako, asocializirana preprosto zato, ker je 30 let pač ni živela. Ona se je izklopila, kot bi stikalo, recimo, ugasno luč. In kako potem, ne, zdaj njo, kam jo umestiti in kaj se je naj zgodi. In aha, to pa bo telefon. To pa bo telefon? Ja. Čigav je ta telefon? Bomo počakali, da se ugasne.
Moj ni. Ta zvok od meni ni. Veste, da je križana voda. Čas bo stvar. Ne, pa nič ne Veste, mi nekaj še, da me v mene in bolnico. Križana voda. Se opravičujem. Se zgodi. Skratka, no, hotela sem reči to, ja, da v drugem delu potem v bistvu ona začne, ko začne iskati sebe, začne tudi iskati ljubezen. Ne? In potem, zdaj to, kar se zgodi v drugem delu, je, kot bi rekel, jaz sem, samo Rugel je recimo tale del izpostavil in meni se zdi, da je, ne vem, jaz ga zelo cenim, ker pač, ne vem, če je kdo v Sloveniji sploh toliko prebral, pa toliko raziskal kot on. Recimo ta moj odlomek je izpostavil iz drugega dela. Ne? Ljubezen spreminja svojo obliko kot voda. Njeno trajanje je odvisno od njenega agregatnega stanja, njena brezpogojnost pa od našega. Trši kot smo, večja je verjetnost za naše pridržke. In zdaj ona dva, se pravi Roger in Alenka, pa sta bila kakor led, ki ga obliva mlačna voda. Ali bi se led odtajal, ali voda zamrznila, pa bo za vselej ostala uganka. Ne? To ni neka ugodna ljubezen, ki bi se dogajala. Ne, zaradi tega, ker ljubezen v bistvu sploh ni v neki coni udobja, ampak je pravzaprav ljubezen nas vedno pretrese do temelja. Ne? In če je tista prava ljubezen, nas v bistvu sorodna duša, jaz pravim, da nas iztrga iz korenin, ne? Da nam dobesedno izpuli korenine in da nas popolnoma ponastavi, mislim, skratka, začnemo gledati na drugačen način. In zdaj, zakaj se to ne more zgoditi ženski pri 50-ih, recimo, ne? Zakaj se to lahko zgodi samo nekomu pri 25-ih, mislim, to sploh ni nobenih pravil. In sem jaz tukaj zdaj tlakovala pravzaprav te vse korake, ki jih ona dva prehodita, zato da pridemo potem do tega tretjega dela. In hotela sem samo to reči, kje je zdaj tale puščica tukaj. Ne, da če smo pri kaminu, teh poti je ogromno. Ne? Zdaj, kdorkoli, mislim, se loti, tam gor imate Camino Primitivo, pa Camino Nord. Jaz sem htela ta Camino Ingles, ki se sploh ne začne, seveda ne v Angliji, ampak iz tiste smeri so prihajali Angleži in Škotje v srednjem veku in so mu pač ga poimenovali Camino Ingles. Jaz sem htela prehoditi, ampak sem se zdaj odločila, da bom naredila tega do Finistere, da drugo leto za prvomajske praznike. Mi smo delali tale Camino Francais tukaj, drugače imate pa tukaj portugalskega, mislim, skratka, pač teh kaminov je cel kup, ampak v bistvu, no, ko sem vam prej rekla, ne, če gledate zdaj Pireneje, ne, sploh ni take blazne razlike med Pireneji in med Apenini, ne. To so vse gorstva, ki so zelo... Mi smo tukaj, tu smo lezli čez ta prelaz Ibaneta, ker smo glih prej s kaminom začeli in moram reči, da je fascinantno, mislim, ker to so taki vetrovi, da to je, ne vem, tudi 100-120 km na uro, mislim, malo te predstavlja sem in tja. Ja, označeno je res lepo. Morate povedati, da je zelo veliko teh spominskih obeležij vseh ljudi, ki so umrli na tej poti, ker veliko jih. V bistvu, takrat mi smo bili septembra in mislim, da je teden dni za nami, ali teden dni pred nami. V bistvu na Pirenejih je enega gospoda Kabzadela, je tam umrl, pa tudi vse, ki so tukaj noter, te vse informacije, to so vse resnične, se pravi, ko tukaj govorim o tej Američanki južnokorejskega porekla, ko je tisti morilec odsekal dlani, skratka, ko so jo potem res, to je vse resnica. Resnica je tudi ta, da je dve romarki povozil avtomobil. Resnica je ta, da je
tisti mladi Belgijec, mislim, skratka, da se je vrgel na koncu poti, ne, skratka tam na Finistere, da se je vrgel v Atlantik in je utonil. Mislim, to vse so stvari, ki držijo. Samo ta zgodba je izmišljena, ampak vse, in tudi vse legende držijo. Skratka, to je vse v kaminu. Boste pol videli razliko, ne? Tu se pasajo divji konji, pa vam bom pokazala, kaj se na Apeninih pase. Ne? Mislim, to je ena taka zelo zanimiva zadeva. Jaz sem prelezla na prelazi Baneta in sem se rekla, mislim, sploh nisem vedela, kak je še daleč, pač do Roncesvalesa. No, to je tipična ta pokrajina, Navara. Če se spomnite prej, ko sem vam pokazala v Toskani, ne, lahko vidite, kako zelo je pravzaprav to podobno. V bistvu tipična pokrajina Navare, tipična taka pot, vse čudovita, da se razumemo. Mislim, ne pojmi, tele ščipalke tu gor na nahrbtniku, to je pač en pripomoček, ko zvečer, ko si moraš cunje oprati in se potem seveda čez noč ne posušijo, jih pač potem suši cel dan na nahrbtniku, ne, skratka, jaz sem si zelo olajšala življenje, že ko smo prišli čez Pireneje, jaz sem vse čevlje vrgla stran, oziroma pustila sem jih tam, v samostanu, in sem v teva sandalih potem prehodila cel kamino. Sem rekla, ne bom, mislim, ker to... Res Navara je baskovska, ne, je res čudovita, posod so dvojezični napisi, skratka taka, prav posebna, ne. Blazno mi je bilo že... Ves ta slikovni material, se veste, je tudi v knjigi in tudi potem tile Apenini so v drugem delu tudi slikovni material in recepti. Jaz sem rekla, recepti morajo biti. Te slastne jedi iz Italije in iz Španije, to mora biti, ne. Posod so ti taka obeležja, ne, kjer te spodbujajo, vedno si napravi poti, to je tvoja pot, skratka, ne. Tudi morate vedeti, da smo šli tam takoj, ko se spustiš iz Roncesvalesa, greš skozi Bourget, to je ena majhna vasica in tam v tem butičnem hotelu je pač Ernest Hemingway prespal, ne, za to svojo prvo ženo, Harry Richardson in za svojimi prijatelji, prej so šli v Pamplono na bikoborbe in so tam skratka šli na ribolov in so bili približno teden dni tam. In je nenavadno, ko vidiš to tablo, ki pač to oznani, in pomisliš, mislim, takrat je pa pač sam Ernest Hemingway v bistvu bival tukaj, ne. In tudi on je skratka malo hodil po teh Pirenejih in jamral, kako je mraz, ne, in tak dalje. Pač zanimivo. No pa ta obeležja, to, kar romarji zelo pogosto puščajo, pa zelo vidite na drevesih listke, če kdo pozna, ne vem, to pa to, ne, naj da mojo telefonsko številko, ne, pa srečal sem tega pa tega, če ga kdo pozna, naj ga opozori. Pač in tega je kar, no, moram reči. Ampak če pa gremo zdaj na Apenine, ne, jaz sem se Apenine res zaljubila. Jaz vam moram povedati, da so to so take razsežnosti in tole vse, kar vidite rdeče, to so vse drevesaste rese in borovnice. In tam, mislim, in tu smo bili septembra. Zgleda, da ne, september, ne, ni več toliko vroče kot poleti, isto kot na kaminu, tu smo tudi bili septembra. In moram reči, da recimo so Apenini, kar se mene tiče, se absolutno lahko kosajo z Pireneji. Mislim, meni so bili nepozabni. In to vam moram prav povedati, ker tega sem si pa mogla zapisati, ker ga težko izgovorim. Tak je v obliki potkve, tole, kar smo mi hodili. In ta najvišji vrh Corno alle Scale vam bom potem pokazala. Tu se pa spustiš dol v jezero, to je na višini 2000 metrov, je to jezero, oziroma mogoče 1200. In to je edino jezero, ki ga napaja deževnica. In je Boccaccio pisal o njem in jezero se imenuje Scaffaiolo. In je v teh svojih virih pisal, da to so vrata v pekel. Da če vržeš kamen tukaj, no, pa to je zelo plitko, jaz ne vem, kako je on to videl,
Ampak če vržeš tukaj noter, skratka kamen, prvo kot prvo se pomrači sonce, verjemte, da se ne. In drugo kot drugo se dvigne strašen vodni vrtinec, o tem pripovedujejo pač legende, in vse te duše iz pekla se hladijo potem v tem vrtincu, kričijo, prosijo na pomoč, preden jih dol potegne. Mislim, kako je on to, kje je on to videl, ne vem, ampak to je v njegovih virih marsikje zapisano. No, tukaj so pa konji pa mule, tudi prosto pasajo, s to razliko, da tisti divji konji na Pirenejih te pustijo v nemar, pri miru. To je pa tako lačno, pa tako radovedno, da Bog ne daj, da privlečeš ven iz rukzaka, eni ljudje si tako malco, tako recimo košarice, pa dekico in potem to vse prlaufa in morajo vse hitro pakirati in mi smo rekli, ne, mi bomo pametnejši, mi se bomo pa više speli tja, pa ne morajo. Mi smo šli kar precej visoko in potem začne naša Helena, ne, iz teh plastičnih posodic klobaso, pa sirček, pa papriko narezano, pa to, ko je to preletelo, veste, kako visoko se to vzpne, mislim, te mule so neverjetne, mi smo se sam pakirali in smo sam bežali. Skratka, prav neverjetne živali. Vse te motive ti potem uporabiš. Ja, in tole tako. Na poti v knjigi. Točno tako. In tudi njima dvema se to zgodi in tudi tam, kjer sem jaz skoraj se odkotalila v Tirensko morje, ona spleza, ne, samo moramo vedeti, da so te zadeve, ki to zgleda lepo, ne, medtem ko Apuanske Alpe, to je pa ta drugi del, ne, te pa zgledajo potem grozljivo, gledajte, kaki so Apenini, pa to je pravljica, to je kot naša Golica, to, kar greš, razumete, to, kar greš, to ni konca, ne kraja in lahko hodiš res, prav, mislim, meni je bilo to za dušo. No, potem je treba na koncu malo poplezati, da prideš na ta korno ali skale, ampak mi je uspelo, ker jaz ne maram plezanja, da se razumemo, da jaz se hribo lazim, nisem pa za, take zadeve. No, in tu so nas pa potem peljali, to je pa Monteforato, glede, naše otliško okno je, ne vem, koliko je, 8 ali 10 metrov, ne. No, tole Monteforato vam bo pokazala je 40 metrov, skoraj 40 metrov tega premjera, ne. In to sta dva vrhova in na sredini je greben. In ponekod se ta greben zoža dobesedno v brv, mislim, in to iz samih teh skalnatih okruškov, mislim, pošastno. In na eni strani je pol to Tirensko morje, na drugi strani, mislim, je prepad in tu čez se morala sitne. In so ta lenka. Ker stvar je o tem, da tu ne moreš, ko tu gor prideš na to sedlo, odkoder potem vodi ta greben, v bistvu se ne moreš več nazaj vrniti, ne, in lahko greš samo naprej in ni prijetno. Je pa adrenalinsko, bi rekli temu, in tu se potem, ne, se dol spustiš čez ta greben, evo tukaj dol, ne, takle, ne, in je res, mislim, jaz sem se ful noge tresla, jaz priznam, mislim, ker je bilo, ampak to, kar sem jaz pol na Kreti doživela, to ni bilo nič, to sem rekla, tam bo še mene peljala, ti moji junaki, ne, kaže, no, to je pa zdaj to okno, ne, to je pa 40, mislim, res je ogromno, Monteforato, v bistvu okno gora okno, ne, v Orjaško, skratka, ne, to je pa v bistvu San Gimignano, tega itak poznate. Meni se je zdelo zelo zabavno, da San Gimignano, ker je bilo prek 70 stolpov, nekaj so bogate družine tekmovale, katera ima večjega, se opravičujem, ampak dobesedno, ne, so bili potem tile stolpe tudi po 70 metrov visoki, no za se ti ne vem, ali 12 ali 14 če ohranilo. Jaz sem si šla pogledati ta Museo della Tortura, ker sem htela malo, ampak ima pa iz druge svetovne vojne prav plinsko komoro in te zadeve in mi ni bilo prijetno. Trač mi je bil pa San Gimignano, mi je bil en tak, no, sem umestim jaz odločilno ta Piazza del Campo, ne, v Sieni, sem v bistvu umestim prelomno dejanje te knjige in je naš nekdanji župan Franz Kangler, ki se zdaj spet poteguje, mislim, dobro, ampak to druga zgodba, je vedno trdil, da je tale naš trg Leona Štuklja v Mariboru, da je največji v Evropi. Mislim, prosim, ko vidiš te dimenzije, mislim,
človek bi umrl od smeha, pa pijan, pač to ne moš pomagati, ne. In zdaj tukaj pa pridemo v dolino Orča in v puščavo Akona, ne. In to je to, kar sem hotela reči, ne. To je pa v bistvu, tukaj so pol snemali tega gladiatorja in je potem rekla ta lastnica te hiše, da nikoli ni bilo tega igralca. Russella Crowe, ki je igral tega gladiatorja, da on resnici nikoli ni tam prespal, to so oni sam štuklali, posneli so tole posebej, pa so potem sploh ni bilo, ampak ljudje blazno drejo tja, sploh ženske, ne, hočejo videti, kje, ne, pač ta gladiator je. Ja, kam je njegov, kje je ta zrak, ki ga je on dihal, ne, pač, ampak, no, to je pa ta aleja, ki vodi do te hiše, do te gladiatorjeve hiše. Mislim, ampak se pravi, tudi on ni nikoli sprehodil, ampak je pa zanimivo, kakve ljudje. Ampak to je vse ta puščava Akona v Toskani, ki je v bistvu zelo taka čarobna, bi rekla, prav tudi, če se peljete z avtom skozi, recimo, da ne bi pešačili, da ne bi šli peš, da ne bi delali nobenega trekinga, imate tam potem prav te fototočke, kjer se lahko stopite z avta, parkirate in potem te stvari slikate, mislim, ker so res v bistvu fascinantne, ker ljudje poznajo Toskano, Firence, pa Grički, pa Trta, pa to, v bistvu pa je Toskana veliko več. Mislim, mene moram priznati, da me to presenetilo, ker sem bila prej velikokrat v Toskani, ampak nikoli nisem doživela recimo na ta način in no, to je pa ta Pienza, to je pa eno mestece, čist spodaj, že blizu Umbrije, ki pa je meni bilo od mestec najlepše, majhno, lušno kot iz škatlice. Mislim, res tako v bistvu žepno mestece, ampak čisto lepo, medtem ko, ne vem, ene Firence so pa umazane, hrupne, mislim, prav zoprne, ne. No, zdaj smo pa tam. Ne. Zdaj smo pa tam. Zdaj, kar se tiče Krete, ne, treba je najprej povedati, to itak veste, da je pač največji grški otok, pa da je 200 km dolg, 50 km širok, da se je pred 5 milijoni let v bistvu odtrgal od celine, ne, in je res vse, kar je na Kreti, je v bistvu drugače oblikovano, ne, zelo je avtohtono, mislim, tudi narava, flora, fauna, te njihove kri gorske koze, mislim, so res prav edinstvene. No in je 500 km te evropske pešpoti je speljane tudi čez Kreto. In jaz sem letos oktobra šla delati to raziskavo za zadnji del, ne, se pravi te trilogije. In meni se res pojma nisem imela, ne, se verjetno bi šla v vsakem primeru, tudi če bi vedela, kaj me čaka, ampak res nisem vedela, da se bo moje življenje tako zelo zapletlo. Mi že takoj, ko smo v Haniji pristali, smo samo prespali in smo takoj naslednji dan šli čez Elafonisi. To je ena zelo razpita plaža, kjer si ljudje jemljajo ta rožnato mivko, rožnata je od teh školjčnih drobirja, in so že toliko pobrali, da že Grki grozijo, da bo Elafonisi zaprli. Če splezate čez balvane, 1 uro stran je ta Kedrasos, to je ena taka divja plaža, božanska, tako samotna, mislim, tako, kri koze, kot sem rekla, tako malo ljudi pozna Kedrasos na ta Elafonisi, vsi rinijo, tam so taki parkingi, to je ogabno, prav ogabno, medtem ko ta Kedrasos, gledajte to, enako rožnata, čudovita, mislim, skoraj prazna, nobene gneče, razumete, nisem ničesar. No in v bistvu potem iz Kedrasosa vodi ta pot nazaj v Paleohoro. Jaz sem tu, ne jaz, se nas je bilo več, mi smo spoznali enega Angleža, en gospod, rekel je, da dela za angleško vlado, ne vem, poročen je bil za Grkinjo in že 20 let živi skratka tukaj. V eni vasici, se bo pokazala, Azugires, to je zelo odmaknjena vasica, kamor so v 60-ih prišli prvi hipiji,
In ti hipiji so potem tam tudi ostali. Takrat so bili še mulci, zdaj so bili že ful stari s temi dolgimi sivimi lasmi. In ta Azogires, on pa živi, to so te bele hiške z modrimi polkni, ne, čist na vrhu, sam in ima spodaj, ker je ločen že, ne, eno gospo, s katero ima ta tole izmenjavo, ne, on jo vozi v lekarno, pa na trg, ona mu pa kuha, skratka. In ta gospod, ta Anglež je rekel, da so zime na Kreti, nikoli ne morete vedeti, kaj vas bo zadelo. Je bil že predlani, je bil v kratkih rokavih za Božič, medtem ko lani, se pravi to zadnjo zimo, je bilo pa prej grozljivo. Mislim, zmrzovali so, mislim, dež, sneg, mraz, veter, skratka vse, kar je možno, ne. In mi smo seveda, to, kar je najbolj tipično za ta jugozahodni del Krete, so kanjoni. Se veste, da je ta Samarija, ta kanjon na jugu Krete, to je največji kanjon tudi v Evropi, ne. In nam so povedali, skratka za ta kanjon Anidri, da sem spada ritkanje. Zdaj, mi nismo vedeli, kaj pomeni ritkanje, ne? Smo se spraševali, mislim, se bilo 17, vse skupaj. Kaj bi naj pomenilo ritkanje? Noben ni vedel, tale Barbara, ne, ko nas je tu not pelala, se je smejala, rekla, so te videli, ne. No, in ta Anidri kanjon, mislim, najprej greš do vasice, kot se spenja potka, poznamo, mislim, nič posebnega v glavnem, gor dol. In v bistvu potem se pa začne dejansko to, kar jaz najbolj sovražim, ne? Plezanje, ne? In ne sam ritkanje, ni sam plezanje, mislim, ti že moraš itak, skozi moraš plezati, ni normalne poti speljane, mislim, ves čas samo plezaš. Ritkanje pa pomeni, da se moraš čez te zglajene balvane, čez te gladke skale v bistvu poriti, spustiti dol in zdaj doli moraš zelo pametno doskočiti, da se ne fetaš gležnja, ne. In tega je skratka cel kup. In ponekod, mislim, to tudi ta slovi, to se moraš po vrvi dol spustiti in moraš plezati, se moraš z nogami. V glavnem ritkanje. Smo dali ritkanje skozi, sem si rekla, ok, to sem preživela. Super. Gremo dalje, ne? No in ta Paleohora, na tej Paleohori živi kar 2000 ljudi in nastanejo celo čez zimo. Medtem ko polka vam bom pokazala, tam ponekod je pa po 10 ljudi, ne? Ne ostanejo, se povrnejo na celino, ne? Leta plaže, ampak te plaže niso niti približno toliko zanimive, koliko je recimo naslednji kanjon, Irini, ne? To je ta južna Kreta, ki je totalno divja, neobljubljena, in je pač, mislim, res imaš občutek, kako da si se vrnil, ne vem koliko tisočletja nazaj. Ne. In v bistvu, ja, lezeš gor, dol, itak je bilo spet plezarije, to, da je bilo zavreti, ampak to, kar je na mene naredilo nepojemljiv vtis, je pa to drevo, ki je ta erozija, mislim, skratka, je mu pobrala dobesedno zemljo in to drevo, ker nimam te slike, ampak na drugi strani ima med koreninami prav kose, klade, skal. On je, mislim, to drevo je neka taka simbioza z kamnom, da pač, ne vem, da preprosto ne moreš verjeti, da je to možno, na kak način v bistvu življenje zmeraj najde pot. Meni je bilo to pač res nepojemljivo. Ampak tukaj je bilo tudi voda, ne? Tu gre tudi voda, ja. Tukaj je bilo zdaj sušeno, no, pa pridemo do vode in pridemo do poplav in pridemo do vsega tega, kar joj. Tu se je začelo. Jaz sem dobila iz Slovenije SMS od enih prijateljev, mi smo imeli. Vreme je bilo tako, sonce, pa tudi je bilo modro nebo, pa malo so bile oblake, ampak nič pretresljivega, vse super, suho. Ej, kje ste vi na Kreti? Našim so na Dunaju odpovedali let, baje, da je Heraklion pod vodo in da sta dva umrla in ne vem, kaj, mi nismo vedeli nič. Pri nas je bilo vse super, jaz nazaj napišem, ne vem, kaj se dogaja, mi mislim, imamo super, to je vse v redu. In pojma Barbara pravi Samarijo so zaprli, da je ta največji, ne, 18 km kanjon, ne, sem rekla, pa to so htela videti za knjigo, ne, vse za knjigo, zdaj so zaprli kanjon, vidi, kaj da nima, kako so, zakaj so zaprli kanjon?
ker bo deževalo. Pa neki dežek, smo rekli, pa kaj bo za ta dežek, ne? Ja, Barbara je rekla, gled, Grki živejo, kaj delajo, ne? In so zaprli kanjon. Je rekla, imam pa jaz drugo rešitev za nas. Ljubi Bog. In smo šli sem, takrat je trajekt še vozil, v jutro, je rekla, bomo pa mi šli ena taka lepa 15 km dolga pot nazaj v to Ajo Rumeli, čisti užitek. In mi gremo tu gor in pazite, gremo do tega E4, ne, Evropska pešpot, takole čisto na plažo dol, do konca Rta, sam ta stena je še bila, morje in ničesar več. Mislim, kje je pa pot, ne? Je pa ona pravi tu gor, ne? Gledamo, mi vsi se spogledujemo, mislim, kje? Jaz sem mislila, da itak imam visoko dioptrijo, sem rekla, pa kje, da sem kolegico vprašal se, je rekla, veš kaj, mogoče pa mi mogli plavati okrog, ne? Kaj to ni noben pomislil, ne? Ne vem, da pravi tu gor, ne? Mislim, kam? Ja, tu gor, ja, kam tu gor? In je bila ena gospa, ki dela na Dunaju na kanadskem veleposlaništvu in je ona mene pogledala, je rekla, Janja, če greš ti na trajekt nazaj, grem jaz takoj s tabo. Sem rekla, kdaj gre trajekt? Je rekla, Barbara, ne vem. Je rekla, probaj vse to gor splezati, da boš videla, če ti to paše. Mislim, če ti je všeč ta pot. Svega, gled, če jaz to gor spležem, jaz ne prijem več dol. Mislim, kaj bom bolj naredila, ne? In potem smo pa šli, ne? In vam moram povedati, da to... jaz še nisem česa takega. To sploh ni point v višini, to so skale, ki so izbočene in to je prosto plezanje, mi nismo bili privezani, spodaj je bilo morje in ti si se samo za skalnate oprijemke si se prijemal in si prečno, v bistvu takole diagonalno prečno plezal in ko smo mi prišli čez to ta prvo, in kje je zdaj pot? Ja, ne, je rekla, malo še treba in to bo treba še trikrat, tako ponoviti. Mislim, ampak potem, ko ti prideš čez to, ne, je ta pot v bistvu lepa in začneš, mislim, ko hodiš po tej kamniti, neobljudeni pokrajini, mislim, kjer so samo te gorske koze, mislim, in ničesar drugega, mislim, in potem, razumete, to je ta zaliv Marmara, ko se ljudje seveda s čolnom pripeljajo. Pogledajte, kako je to morje mirno. Ko vam bom pol nekaj povedala, ne boste mogli verjeti, v kakem hitrem času se to spremeni. Tako svetlo-zeleni borovci, da je čist tista svetlo-zelena barva, ko mladi pogajanki, ne moraš verjeti, da je možno. Tale Aios Paulos, to je 1000 let je stara ta bazilika v bistvu, ne? To je sveti Pavel, pravzaprav širil ta svoj evangelij. In tukaj je črna vlivka in je res, mislim, zaliv čudovit. Sploh ni debate, svetlo-zeleni borovci, prekrasno, vredno vsake plezarije. Tu se je že tako lepo stemnilo, ne? Ampak ko je tole sonce prodrlo skozi, smo rekli, evo, mislim, to je, ne, narava je Bog, mislim, to je božansko, ne? To je prečudovito in itak moraš skozi plezati sem pa tja, ampak ne. Tu so se pa začele pol stvari zapletati. Prvo kot prvo je bilo čudno to, da smo mi opažali, da je modro nebo in da smo mi ves čas mokri. In na temni podlagi si videl, da veter, ki je pa tu že res zelo močno pihal, tako kot pri nas hudo močna burja, da je takle čez te bele gore, Levka Ori, tak vodoravno nosil dež, ker tam so bile poplave. Ne? In ta dež, in mi smo bili kar naprej mokri, smo imeli vse stvari mokri. In nam ni bilo jasno. In od ene udeleženke je v tem času njen mož je nautik, jo je že klical, takoj pojdite od tam stran. Če ne boste do 5 popoldne zapustili Ajo Rumeli, ne boste mogli več od tam nikamor. Je pa kaj ne naredimo, ne? In je rekel ta gostilničar tam, ki 27 let že tam živi in dela, je rekel, ne, je rekel, to bom jaz vprašal kapetana,
trajekta, ker sva prijatelja. Kapetan trajekta mu je rekel, naslednje jutro zjutraj bo 8:30 bo trajekt prišel, normalno bodo šli lahko naprej v Horas Fakion, noben problem. Mi smo rekli, super. No, zakaj bi se mi sekirali? Vse v redu, ne? Kaj ta nautik ve, nima pojma. Ko so se začeli orkani, mislim, jaz še nisem v življenju česa takega doživela, mislim, to so vse stvari letele okrog. Moja kolegica, ki kadi, mislim, niti na teraso, ven ni mogla vrat odpreti, da bi šla, sploh nisi mogel. In ta veter v bistvu prav sliša si, kak brusi zidove. Grozen zvok, mislim, to je bilo neverjetno, mislim, obupno. In pol nekje okrog polnoči je že bilo jasno, ne, da to ne bo zjutraj nobenega trajekta. Ne. In ne samo, da ni bilo nobenega trajekta, mislim, s tistimi našimi kufri zjutraj, kaj naredimo. Policija je stražila na morju, ki je bilo tako razpenjeno, tako valovito. En trajekt je ostal v Paleohori, drugi je ostal v Sfaki, mi smo ostali tu na sredini, se pravi, Samarija je bila zaprta, cest ni, trajektov ni. Ostanejo samo še piratski prevozi in na njih so prežali v bistvu pa policija na morju. In pove ta gostilničar, pravi, 2 taksibota smo zrihtali, pojdite na pomol, ker prepeljajo 10 Francozov, ki niso mogli po Samariji dole, ne? In jih prepeljajo za Malosa. Jaz tako si ti lasje stali, mislim, kaj to je predstavljalo, mislim, kako smo mi s temi kufri na tem pomolu in zagledamo tako iza rta, takle po valovih priskaklja en tak čovniček. In tu gledamo, ne, prvo ni bilo nobenega drugega čovnička, nas je bilo 20, pride ta čovniček do pomola, to je takle delalo. Ven izstopi 10 zelenih Francozov, ne bom rekla, da pobruhanih, ampak niso bili daleč od tega. Izstopi ven, jih izkrcajo, eni naši so imeli take kufre. Vzame tale kapitan tega čovnička, mislim, kje je drugi, ne boga, samo tale je. Naloži vso prtljago v svojo kabino, da je obtežil pač ta čovn. In že ko smo mi se zagnali, da bi šli noti ta čovn, se že htel tako prevrti, se začel dreti na nas, eden po eden. Smo se mogli takole eden po eden porazporediti, 20 ljudi v ribiškem čovnu z motorjem, mislim, ogabno. In noben je hotel pokazati panike, mislim, jaz bi začela vreščati lahko, ampak ohranjala sem nekaj, ne boš zdaj, ker boš slabo vplivala na vse druge. Smo se porazporedili in smo šli. Morje, mislim, to smo se guncali do nezavesti, ampak dokler je šlo takle ob skalah, ok, ne. Je še šlo, smo rekli, ok, 1 uro božnje. Tako bomo preživeli. Potem je mogel iti pa ven na odprto, potem je se pa začelo zalivati, to tako zalivati, da je bilo res grozno. In pa smo rekli, evo ti, to je pa migrantska pot. Tako pa, ker to je Libijsko morje in sploh trajekti na morju voziti v takem, zaradi tega, ker nima dovolj močnih motorjev in so tako močni ti podvodni tokovi, da je sam ven odnese. In smo rekli, evo, zdaj, tu bomo potonili in bojo rekli, da migrante so tam, mislim, skratka, skufri, vredno smo našli, v glavnem, ne vem, kdo preživel. Pa smo dobrimi mobiteli. In pol je on zapeljal v en zaliv in je vse pokril s plastiko in je te zadrge toliko, mislim, če ne bi se sigurno potopili. In pol smo mi, skratka, v to sujo pripluli nazaj in on je 400 € računal za prevoz. Ja, Francozi so mu plačali 400, domnevam, pa mi smo mu plačali 400, to vem. In pol smo se pogovarjali, tale bo pa sigurno danes cel dan vozil, ne, potnike in bo zaslužil za celo sezono. Policija pa ni. Ne. Takoj, ko nas je izkrcal, smo ga videli, ko je šel v svojega pick-upa in ga ni bilo več blizu, kar je tudi njemu potegnilo. Mislim, da smo imeli bistveno več sreče kot pameti in ga preprosto ni preveč. Mislim, in to je bila res taka, v bistvu, izkušnja, prava reševalna misija. Če si predstavljate 20 ljudi, mislim, pohodnikov,
ki je šlo tja na en tak dopust, luškan, ne, v bistvu tak benign, brez nekih, in dobili smo veliko več, kot smo pričakovali, da bomo dobili. Ne. Veš, kaj sem pomislila, da je Alenka vodna ženska, ne, ona plava, ja. Je veslačica, ja. Da mogoče si za Alenko priklicala to vodo. Ne vem, mislim, res ni bilo prijetno in tudi potem, ker nas je bilo treba še spraviti v Hanijo, in potem še v Bergamo smo leteli, najprej seveda, ker je bil Heraklion poplavljen, v Hani so nas skoraj 1 uro prej vkrcali na letalo, pa smo pa še pol ure po letu, smo še kar stali na pisti, sploh nismo zleteli, pol smo nad Bergamom neskončno dolgo krožili, mislim, skratka, vse, kar je lahko šlo narobe, je šlo res, ta Kreta je bila, ampak moram vam pa povedati, da ne pravijo zastonj, res zibelka teh grških bogov, ker to vse, kar vam lahko ta južni del Krete ponudi, je pa tako prvinsko, tako surovo in tako mogočno, da tudi ko hodite recimo po teh soteskah in ste vi čisto spodaj, mi smo šli potem pogledati Samarijo, preden se je to vse zgodilo, ko so napisali danger, so vrata gor, vse je zaprto, mislim, skratka ti. To je v trenutku poplavilo cel kanjon, ta dež v trenutku, mi smo samo videli naenkrat, mislim, v glavnem, kako se vali gmota vode čez to ožino in so ti kanjoni, morate vedeti, da to je res, to gledaš visoko gor in vidiš samo trakec neba, mislim, to je res globoko, divje, noro, lepo v primerjavi recimo z severnim delom Krete, kjer je vse tako turistično eksploatirano, kjer imate v bistvu, kar vam srce poželi, ja, in deluje dejansko ta severni del Krete kot katerokoli letovišča. Potem pa greste samo teh 40 kilometrov recimo nižje, na ta jugozahod in dobite popolnoma drug svet. In realno te Levka ori, te bele gore, zakaj imajo tako ime? Zaradi tega, ker imajo belo kapo, ne, na vrhu in ta bela kapa snežena ostane velikokrat tudi poleti. Ne. In to so vse res 2000, 2500, ne. Tam imajo ta psiloritis, ne, vsako leto, zdaj ne vem, če ga še imajo, zdaj je bila korona vmes, ta trail 50 kilometrski, ki je izjemno naporen. Hočem vam reči, da Kreta meni ni bila, najprej nikoli me ni zanimala, ampak zdaj vem, da se bom še vrnila, takle čist za svojo dušo, ne zaradi knjige, ker je toliko neodkritih predelov in tudi diši popolnoma drugače, mislim, kot karkoli na celini. Noro diši, mislim, rožmarin, timijan, evkaliptusi, agrumi, oljčni nasadi so povsod. Tam ljudje grejo, tudi taki mladi, ko se grejo potepati, mislim, ker tam se novembra pobirajo agrumi pa oljke in to zelo turisti, recimo Angleži, ne, Angleži ne poznajo recimo trgatve, ne? In Angleži pridejo tja in plačajo v bistvu zato, da lahko obirajo grozdje, da ga z nogami mečkajo, še tako po starem, in v bistvu tile dobijo domačini, ne, za 100 delovno silo, pa še plačajo jim hrano in pijat, mislim, skratka, in nočitev. V bistvu Kreta res slovi ne samo po tej tradicionalni njihovi prehrani, mislim, toliko kretske solate, ko smo tam pojedli, vse so tudi v tem tretjem delu bojo ti recepti, enako kot so v drugem, ti toskanski. Ja, mislim, Kreta je bistveno bolj divja, kot je recimo kot sta Camino, pa recimo Apenini. Res kamen, taka surova, trda. In potem turkizno morje. Mislim,
Na mene je naredila res v bistvu tak nepozaben tudi vtis. drugi grški otoki, pa Peloponez naredijo zelo podoben vtis. Ampak Peloponez ne toliko, kvečemo prej, mogoče kakšni tile mali, ne, ja. Ampak Kreta pač ta del, pač tako, ja, res pravijo, prav ta jugozahodni, in recimo samo Rugel, ki je, mislim, on že 30 let hodi na Kreto, ne, in jo pač mu je zlezla čist pod kožo, ne, in je res celo v bistvu že obdelo, prekolesaril je tudi ta vzhodni del, skrajni in vse. On recimo tudi pravi, da je ta južni del, ta jugozahodni pravzaprav, ne, ta del tukaj, jugozahodu, da to je, njega tudi fascinira, pravi, da je to nekaj najbolj norega in se kar naprej se vrača, ne. In sta tudi imela v bistvu letos za Renate, za ženo, eno zelo hudo izkušnjo, in jo je tudi popisal v knjigi. Kako je že ta njegova, ta potopis novi, no, gleko mi je zdaj zgledal šel. Njun potopis Krete, skratka, ja, mislim, popotovanje v dvoje ali potovanje v dvoje po samotnih kotičkih Krete, ko jima je zmanjkalo vode, ne, in sta zelo podcenila, skratka, to kraljevo etapo, na katero sta šla. Skratka, Kreta ima res, res veliko za ponuditi, no. Veliko, ampak če vas vleče v to prvinskost, v to čistost, če ne, potem vam to ne bo všeč in je potem za vas veliko bolje recimo ostati na severu. Ker ta južni del je kar v bistvu tudi precej izzivov nudi, ne, in je dejansko tudi kar nevaren. Ga mnogi podcenjujejo, veliko ljudi je tam tudi izgubilo življenje. Podobno kot vse Camino tudi podcenjujejo, pa potem ne, v bistvu je marsikdo tam tudi končal, ne. S tem, da recimo medtem, ko na Caminu vidite ljudi na konjih, pa na kolesih, pa peš, pa ne, kako se pač premikajo po tej poti, je tu na Kreti pač je samo peš pot možna, ne, še to je, se pravi, treba veliko plezati. Imate pa na vzhodnem delu, tam pa lahko kolesarite, recimo, ne. To je, kar se mene tiče, nekaj teh potopisnih utrinkov. Jaz prej na začetku sem povedala, potem pa nisem. V glavnem obe knjigi iz te trilogije, tretja zdaj nastaja in bo išla prihodnje leto, ta, ki se dogaja na Kreti. Ti dve, tudi noter, tudi drugi del ima slikovni material in recepte, sta pa tam na prodaj po tej ceni veselo decembrski, ali kako se reče, kot mi je samo Rugel naročil, 20 €, če koga mika, če koga zanima, da bi imel svoj izvod. In v bistvu vse, kar lahko rečem, je ni treba iti, ne, se veste, ni treba iti na Camino, pa ni treba iti v Apenine, pa ni treba iti na Kreto. Svoj Camino, svojo pot lahko doživite tudi v teh gozdovih, pa v naših planinah. Mislim, jaz to vsakemu rečem, ker nekatere vidim, da jih to tako fascinira, da mislijo, ne vem, za Camino, da morajo tja, zato da bodo našli sebe. Sebe je tako povsod nosimo zraven, ne, sebe ne moramo pustiti doma, pa se potem tam najti. V vsakem primeru jaz priporočam vedno vsakomur gozd. Drevesa imajo tako močno energetsko auro, da v bistvu, tudi če ne greste na nobeno to pot, pa se sprehodite sam skozi knjigo, ste zase še zmeraj veliko naredili. Spravim, vsak korak šteje, tudi knjižni, tudi bralni. Kar se meni tiče, to. Ja, hvala, Janja. Mislim, da bo tole krasno povabilo k branju obeh knjig. Ja. Alenko smo tudi nekako pospremili na Kreto in se mogoče že večkrat obeta, kaj se ji bo dogajalo, tako da... Marsikaj se bo dogajalo. Marsikaj se bo dogajalo. Ti veš, mi pa še bomo. Ja. Jaz predpostavljam, da bo ta knjiga izšla naslednje leto. Tako, naslednje leto poleti, zadnji del in s tem bo potem ta trilogija sklenjena, ker pa grem jaz februarja, ne, na Islandijo, sem rekla pač, ko me kdo vpraša o mojih prihodnih načrtih, mene pač
potopisna forma me zaenkrat drži in se mi zdi noro fajn, da ni treba, da se vse odvija v Sloveniji, da lahko zgodbo pravzaprav postaviš kamorkoli. Se konec konca je to počela že Agatha Christie in je počela najbolj vrhunsko od vseh. In vam moram povedati, da to v tujini zelo počnejo. Imate avtorje in so njihove knjige tiskajo v nakladah 50,000 in več, ki gredo v Toskano, gredo v švicarske Alpe, gredo na Camino, gredo na Kreto in o vsakem predelu, ne vem, postavijo recimo thriller, kriminalko, ne, različne žanre in se tako lepo potujejo in v bistvu potem vsakem napišejo knjigo. Jaz ne pravim, da bom jaz to počela, a hočem reči, da v tujini je to nekaj čisto običajnega. Mislim, to, kar zdaj jaz tu počnem pri nas, je v tujini v bistvu množično. Tako da pač smo nekako tudi mi zdaj nekako v to smer zdaj krenili. Ne. Tako da vabljeni k nakupu knjige, da ne bom rabila vsega tega spet vlačiti nazaj, ker bom avto tam pred Mercatorjem, ker nisem vedela, kje je treba parkirati. Vabljeni k branju, vabljeni k hoji, vabljeni k razmišljanju. Rousseau je rekel, in meni je ta njegova misel zelo všeč, da hoja poganja možgane in da, ko hodimo, se nam veliko reči poraja. Tako da, čim več dobrih knjig, pa čim več dobrih poti vam želim. Ja, mi se pa zahvaljujemo tebi, Janja, da si prišla iz Maribora v Škofjo Loko. Ja, zakaj smo pa ne? veseli. Bi še bolj veseli, če bi bil tukaj cel amfiteatr. Ja. Ampak dajmo, bomo naslednjič, vsakič nas bo več. Ja. Mogoče pa tukaj v Škofji Ločanov ne zanima toliko recimo potopisi, ne zanimajo toliko poti, ali pa preprosto premraz zunaj in so stali doma, ker jih zebe. Dajmo ohraniti upanje. Dajmo. Ker dejstvo je, da je tole območje Škofje Loke zelo naklonjeno športu, hribolazništvu, gibanju, nasplošno. Morda je pa treba več delati na branju. No, se mi zdi že tako nasplošno. Pa smo tam. Je pravzaprav neka utvara, da je branje... Zdaj pa bomo gledati. Ne bojo me zaprli, bom jaz poskrbila, da bomo prišli. Neka utvara, da je branje naporno, pravzaprav celo v nekem smislu brezpredmetno. Pa da ne nudi, da ti ne more nuditi nekega... Da ni vsaj, recimo, tisti, ki so bolj nemirnega duha, da ne more in nobena knjiga, da jim ne more ponuditi tega outdoor feelinga, tega občutka. Ne? Ampak v bistvu potopis je lahko, dejansko. Pa v zvezi s tvojo knjigo, tvojimi knjigami, bi jaz poudarila še nekaj, še eno zadevo, no? In sicer ne samo potopisa, ampak da pravzaprav eno od bistvenih elementov branja, tega pač občutenja, ki ga dobiš, to, da lahko, ne glede na vse ovire, težave, preteklost, neko družinsko zgodbo, ki je morda traumatična, smrti, žalovanje je en tak zelo pomemben element, da pravzaprav se vedno da iti čez te težke ovire, življenjske prepreke in začeti znova. In da ni važno, koliko smo stari. To spet poudarjam, ni važno, koliko smo stari, zmeraj lahko začnemo znova. Samo odločiti se moramo. In naj nas nihče, veste to ljudstvo, ne vem, če poznate, v Mehiki, Raramuriji. Ali Raramuriji tudi pravijo. Recimo pri njih, ker jim nišče ne govori, ti si prestar, ti tega več ne zmoreš. Njihovi 90-letniki, mislim, grejo na 2000-čaka. Kako lahko gre na 2000? Zaradi tega, ker mu ni nihče rekel, da tega ne zmore. In on gre. In tam šele, recimo, ker so oni tekači, to je tekaško ljudstvo, koga oni pošljajo na tekmovanje? To je tale McDougall, lepo napisal. Šele 50-letnike plus pošljajo na tekmovanja, na te ultre, da jih 50-letniki plus zastopajo. Razumete, to je to, ta dolgoživost. Mislim, mi pa mislimo, ne vem, zdaj pa 50, zdaj pa konec.
Konec. Zdaj pa štasura zaprta, zdaj pa je dosti, zdaj pa sem še vključil. Ja, tako da res vabljeni in k svobodnim, lastnim odločitvam, ne k tistim, ki jih družba vsiljuje. Prav, ta večer smo pa pripravili skupaj s knjižnico Ivana Tavčarja, Kulturno društvo Grabe in vsem se še enkrat zelo lepo zahvaljujem, da ste bili z nami. Hvala, Janja. Seveda z mojim posvetilom, jasno, se razume, ker to je tudi lepo darilo, ne? Obe, super. Jaz bi pa zdaj sam, ker sem jaz zdaj se spomnila, da sem brez kulija. Super, evo. Takole. Jaz vam nimam nazaj za tak, ker vam bom vprašala Anjo. Bom vprašala Anjo, ki verjetno malo dobiš. Lahko noč. Ti, a imaš ti mogoče za razmenjati lepo te prosim? Pogledala bi. Bomo še pa najbolj Ja. O, super, hvala. Nikoli bi mi noben poklical zvečer. Ja. Vidite, jaz sem mogla priti. Pa pride, pa sin, kje pa hodiš, je Marija po telem času, me pa res vse, kje presnete. Evo, izvolite. Zdaj pa sem, da še dočakava. Drobiš? Ja, to kravo dobijo. Ja, v bistvu to, če lahko razmenjaš. Jaz moram gospe vrniti 10 evrov. Ja, jaz lahko dam gospe jaz lahko vrnem 10, pa se jaz z gospo rešila, ampak jaz nimam drobiža, ne, da bi vrnil na še. Še zmeraj ostajam z... Ja. Jaz pa tudi nimam, vidiš, te pa line, kar smo predeli. Ne, jaz pa tudi ne, sploh nisem razmišljala. Evo, da vam pomagam. A si spomagate z 20? Ne, se bom jaz... V bistvu, čakajte... 20 nam lahko še vzgleda. Ja, se pravi, dejansko res, ker potem vam jaz dam 50, 10 sem dala že gospe, ker ste mi dali 30, če mi date še 20, vam jaz lahko 50 dam, ne? Pa smo potem srečili. A ste prav zračunali? Lepo pozdravljamo. Adijo. Živjo se vidimo. Ja, je pravilno zračunano. Gospe sem dala 10, pa tukaj 20 je 30. Ona mora dobiti 50, pa meni mora dati 20. Še. Tako pa preračunajte, jaz imam. Vi imate 10, tako, hvala, pa 30, pa 40, pa 50. Ok, ja, vse štima. Hvala. Miša, ti si druga denar upač. Ne vem, jaz nisem štela. Ne, gospa je razmenjala. Ne, 50, vi ste meni 50 evrov razmenjali. Vi ste meni 50 evrov razmenjali. Tako štima. Ja, to je to, ja. Ti imaš to, kako si imela prej. Meni si še dala. Jaz ne vem. 20 sem dala tebi, v roke 30 sem dala tebi. Ja, pa 20 meni, to je nekaj. Zdaj mi pa povej, Anja. Jaz bom še pa dole pa pomatkom tukaj eno vzela, ker sem brez, pa ti bom dala spodje. Ok, vela, ja, zmenjamo. Jaz bom pa tebi, ne vem, če te pojdem, pa ti bom spodaj pustila pri kolesu. Ja, tako zgodaj. Katero boš vzela? Tole bom vzela. Tole boš vzela, ok, čakaj, Tole da bomo ti dam vzela. posvetilo. Aha, čakaj, gremo tole. Gas. Krasno, hvala ti.